Zdaj je pa na vrsti pravzaprav magister Barbara Levstik Šega, vodja te iste službe, a ne, za alternativno reševanje sporov pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ki je bila že večkrat omenjena, ne. Omenil jo je Andrej Razdrih, omenila je zdaj Jana, a ne. In je treba takoj povedati, ne, če v katerem koli centru, zlasti pa pri sodišču pridruženih mediacijah, ta služba ni dobro organizirana in zlasti vodena, a ne, zadeva ne more biti uspešna. Pri Okrožnem sodišču v Ljubljani je pa vodi Barbara uspešno in je zato tudi mediacija pri tem sodišču uspešna, ne. Tako da je to, in tudi zato, a ne, naše društvo tudi našo članico nagradilo s priznanjem za njen trud, a ne, in za delo pri razvoju sodišču pridružene mediacije in tudi seveda za delo v društvu, ker je vedno Barbara ta, ki pomaga. Tako da nam bo zdaj Barbara prikazala, ne, na kratko sodišču pridruženo mediacijo, pa tudi mogoče v razmislek, a ne, glede na te skrbi, ki jih je izkazal kolega Andrej Razdrih. Barbara, izvoli. Se vam zahvaljujem za besedo. Vse lepo pozdravljam. Večina tukaj me že poznate, že sodelujete z mano. Sem vesela tudi za to nagrado, jo nisem pričakovala. Skratka, ja, mogoče bi se kar navezala na Andrejeve besede. Lahko rečem, da je mu delno, mislim, ali pa skorajda prav, ja, če se temu reče. Je pa res, da sodišče pridružena mediacija ne bi mogla živeti brez mediatorjev. Brez mediatorjev, ki podajajo, oziroma že moram reči, no, da leta 2001 se je vse to začelo, takrat je bil idejni oče tega predsednik Aleš Zalar, ki je to pripeljal, in so se nekateri, kot so Gordana, Nina, Maša, kot jih je že Andrej omenil, tu začeli. In vse tako, da smo imeli v letošnjem letu 20 let sodišču pridružene mediacije. Kot je Andrej že povedal, so bili vzponi in padci tega, problem je bil v financiranju. Nekateri, tudi ko je prišel ZAR, so si nekateri sodniki razlagali v zakonu, da lahko sodnik ponudi mediacijo strankam, in so si vzeli to lahko besedo, da ne rabijo ponuditi, če oni tako precenijo. Moram pa reči, no, da se je spet ponovno začelo zdaj v 2 letih več ponujanja v mediaciji, kot je bilo. V letu 2018, ko sem gledala, se je 30% zadev pripadlih na sodišče tožb, jaz govorim v programih Pravda, Družina in gospodarski spori, ponudilo v mediacijo, sedaj se pa že 60%. Imamo pa tudi upad zadev, samih tožb. Zdaj verjetno bodisi ali stranke nimajo sredstev, da bi plačali takse, ali se že mogoče prej dogovorijo, mogoče izvensodna mediacija. Ne morem zdaj točno zagotovo oceniti, ampak ponujanje je postalo večje. Tudi smo opazili, mi, naše sodišče tudi obsega 8 okrajnih sodišč, ima pod okriljem okrožnega, in tudi s prihodom nekaterih novih sodnikov, mlajših, je tudi s tem večje ponujanje bilo. Moram povedati, no, da sem tako na kratko, da recimo do avgusta 2021, tega avgusta, smo dobili zadev v mediacijo 16.237, se pravi 16.300 recimo nekje, ne. Uspešnih od teh rešenih pa je bilo cirka 8.400. Tako da moram reči, da v bistvu po vsem tem lahko vidimo, da se vsaka ta druga zadeva reši uspešno, kar ni slabo. Moram reči, da je to zelo dober rezultat. Tudi vsaka neuspešna mediacija še ne pomeni, da je neuspešno rešen spor, ne. Marsikateri sodnik pravi, da čeprav je mediacija bila neuspešna, mu je mediator do te mere pomagal, da so se stranke kasneje začele pogovarjati, in tudi je bil pol tudi na prvem naroku sklenjena poravnava pri samem sodniku.
Tako da je veliko delo je opravljeno, bi pa samo rekla, no, da spet ta COVID situacija je spet prinesla neke, kako bi rekla, čez noč neke spremembe na hitro, ko smo se mogli na hitro spet privaditi določenemu sistemu. V naši službi smo strankam sicer ponujali, da če soglašajo, da bi mediacijo izvedli bodisi prek Zooma ali telefonu, na kakršenkoli način, samo da pridejo do te mediacije, da čim prej rešijo spor oziroma se začnejo pogovarjati z mediatorjem. Moram reči, da je bilo teh mediacij 20%, kakor sem šla gledat po teh statistikah, 20% v obdelavi mediacij, to se pravi nekje 17 mediacij smo izvedli online. V tem obdobju od novembra pa do marca oziroma aprila, potem ponovno, ko je začel odlok spet veljati, so se ponovno vračali. Pričakovala sem nekako večjo odzivnost, da bo prek Zooma se izvajalo mediacije, pa moram reči, da jaz sem bolj naletela na ta napor odvetnikov, da ne, da mediacija je stvar, ki se stranke lahko v oči pogledajo, da stranke lahko se vidijo, da si povejo, da tu ni na ta način mediacija, da tu ni mediacija, tu je online, to je tehnika. Skratka, ni nekako, kljub spodbujanju, kljub večkratnemu klicanju, tega uspeha nekako nismo dosegli, da bi bil ta obseg večji in so zadeve spet ponovno stale, ne. Nekateri so umikali soglasja, zdaj imamo pogoj PTC, spet dobivamo odpoved mediacij, ker določene stranke ne izpolnjujejo pogoja PTC, razne napade strank na to trenutno situacijo. Jaz jih sicer z njimi govorim in poskušam jih pripraviti na ta način, da jih vprašam, če si želijo hitro rešiti spor, in z vprašanji, ki jih postavljam, pol nekako pridemo do tega, da se vseeno odločijo mediacijo pa izvesti, in naprošam mediatorja, da naj kakorkoli ali po telefonu ali preko katerekoli aplikacije na telefonu, ker danes ima pa že vsak pametni telefon, poskuša izvesti mediacijo ali bodisi videokonferenco, ker v bistvu damo mediatorju in stranki možnost, razpravno dvorano, ker je možnost uporabe te tehnike, ker je v bistvu z nami tudi računalničar, ki vse to poveže. Tako da se nekako trudimo, da bi stvari na vso to situacijo probale obdržati in se pele naprej mediacije v tej smeri, kakor si vsi tukaj želimo. Zdaj, moram povedati, jaz vsako leto spremljam malo analizo glede razlogov strank za začetek postopka mediacije. Moram reči, da se stranke največkrat dajo soglasje za mediacijo prav zaradi tega, ker želijo, da bi spor hitro rešili. Ta druga je pa zato razlog, da bi imeli možnost sooblikovanja spora, kot tretja pa, da želi priti do rešitve, ki je prilagojena željam in njihovim potrebam oziroma vsak svojo potrebo. To so te tri, ki so izpostavljene. Samo zadovoljstvo strank s programom mediacije pa moram reči, da jih je zelo zadovoljnih ali pa zadovoljnih 80%. Kar pomeni, da tisti, kdor uporabi mediacijo, kdor da soglasje, da so večinoma zadovoljni. Se pravi, 80%, to je zelo visok odstotek, kar pomeni, da mediatorji, ki svoje delo opravljajo, ga opravljajo kvalitetno, se trudijo in dobro, imamo kakšen tak primer, ne, ke štrliven, ampak moram reči, no, da glede na ta podatek, ki ga imamo, da prav tako odvetniki so tudi zelo zadovoljni z mediacijo, in vsi ti mediatorji, ki jih imamo mi na liste na sodišču, so večinoma tudi člani Društva mediatorjev Slovenije, tudi večinoma se izobražujejo na Društvu mediatorjev Slovenije, kar pomeni, da je društvo na pravi poti, da skrbi tudi za razvoj kvalitete mediatorjev, kar je tu zelo velik poudarek moramo dati na tem. Moramo vedeti, da vsak spis, ki pride, je zmeraj težji spori prihajajo. In vsaka situacija zahteva drugačen pristop, ne. Odločilni dejavnik seveda za uspeh je navsezadnje volja strank, ne.
Vseeno pa lahko dosledno upoštevanje načel, ki jih mora mediator upoštevati oziroma jih osvoji skozi izobraževanja, ki jih imajo, poveča možnost za uspeh postopka in s tem zmanjša možnost napak mediatorja in pomaga pri ustvarjanju spodbudnega okolja za mediatorje. In mislim, da je Društvo mediatorjev zelo na dobri poti, no, glede samega izobraževanja za mediatorje. In apeliram na njih, da še naprej skrbijo za to kvalitetno izobraževanje, ki jih ponujajo, ker navsezadnje bo mediacija obstala res, če bo dober glas se širil. Se pravi, nekdo, ki bo imel dobro izkušnjo z mediacijo, bo povedal enemu prijatelju, drugemu, tretjemu, vsak enkrat pride do spora, če ne drugega, se vsak na sodišče pride, ko pride enkrat do zapuščinskega postopka in tam mora biti spora med dediči in sama ta dobra kvaliteta vodenja mediacijskih postopkov bo mogoče neka luč, ki pa bomo vsi hoteli, da to ostane. Zdaj, kaj do 2023 je evropski projekt, kaj bo po letu 2023, jaz bom pozitivna, pa bom rekla, da mislim, da smo na taki poti že, da bi morale sodišče v pridružene mediacije ostati in bom v tej smeri pač probala se truditi ali pa kakorkoli z vsemi vame, ne, da tu ne bo izumrlo, no. Vse to, kar se je tukaj let gradilo. To je z moje strani vse, da ne bom predolga, tu se lahko pogovarjamo še in še, bi pa sem to omenila, da letos imamo namen organizirati 20 let sodišču pridružene mediacije, sem glede na situacijo, ki je, bomo verjetno prestavili na naslednje leto, začetek leta. Naš predsednik pravi, da je to dogodek oziroma okrogla miza bo, no, da je to dogodek, ki ga moramo v živo speljati. Imamo namen tudi neka darila narediti, brošure in vse tako naprej, tako da upam, da nam uspe, no, in da se tam srečamo in še enkrat obudimo te lepe spomine na mediacijo in na začetke, ki so bile. Hvala ti, Barbara, res predvsem za tvoje delo, ki ga delaš vodja službe, a ne, za ARS, pa tudi za te misli. Zelo mi je ostalo, a ne, v spominu in ušesu ta podatek, ko si rekla, 80% ljudi je zadovoljnih, 50% se pa poravna. To pomeni, da tudi 30%, ki se ni poravnalo, je bilo zadovoljno s postopkom, ne? In te bojo tisti, ki bojo še naprej širili dober glas, ne? In priporočali mediacijo, čeprav se niso uspeli poravnati v postopku v sodišču pridružene mediacije, ne. Tako da ta res, tako kot si povedala, ta kvaliteta, ne, delati še na tem, vzdrževati kvaliteto, ne, to je naša naloga, ne popuščati, ne zdaj bo pa COVID, pa bomo nekaj na hitrico, pa bo to nekaj lažje. Moramo delati tako, kot je treba, ne glede na to, kakšne so razmere, koliko imamo na voljo zdaj časa in ne nazadnje denarja, in res vzdrževati to kvaliteto še naprej. Tako da jaz verjamem v to, tudi verjamem to, kot si ti rekla, da tudi če bo problem za denar, to ne bo povzročilo konca, ker bojo skočili, ne, po konci stranke, odvetniki, ne. In jaz upam tudi mi, mediatorji, ne, ko je šlo za sprejemanje podzakonskih aktov na podlagi družinskega zakonika, ne, ko je društvo dalo neke močne pripombe, ko smo se odzvali tako, kot je treba, je to imelo vpliv, ne, da so bile podlage potem drugačne, kot je bil najprej načrt, ne. Hvala ti.